Spoštovani obiskovalci, spoštovani gostje, dame in gospodje. Prisrčno vas pozdravljam na tej naši javni tribuni gospodarskega kluba Nove Slovenije. Kot vidimo, vlade se menjajo, problemi ostajajo. Kaj lahko pričakujemo od nove vlade? Današnji naslov je, kaj smemo, kaj bi morali pričakovati od nove koalicije. Nova Slovenija pripravlja, po našem mnenju, zelo učinkovit gospodarski program. Koalicijo nas niso povabili. Razlike so prevelike. Vendar imamo dolžnost, da razpravljamo naprej, da iščemo rešitve. Včasih se nam zdi za zdaj resne probleme, ko bi rabili temeljite reforme, ko bi rabili kirurške reze, jemljamo samo aspirin in odlagamo problem naprej. In danes bi se radi pogovarjali s našimi imenitnimi gosti o teh vprašanjih. Kje in kam gre naša pot, kje so odgovori, kje so rešitve. Lahko se zgodujemo po marsikom po svetu, vendar velike volje potem ni. Govorimo, da smo specifični. Jaz pa verjamem, pa mi verjamemo, da smo si podobni vsem našim sosednjim državam. In kaj je tisto, kar nas dela različne, zakaj nismo uspešni, zakaj pravzaprav nazadujemo na vseh lestvicah, kamor nas postavljajo. In upamo, tudi s takimi dogodki, da bomo najdli odgovore in rešitve. Nujno je, ne samo zaradi nas, ampak tudi zaradi naših vnukov, otrok in seveda celotne družbe. Hvala vsem, da ste se udeležili in vsem vam želim koristen in dober večer. Lep pozdrav še z moje strani. Še enkrat hvala gospodu Matosu, predsedniku gospodarskega kluba Nove Slovenije, Krščanskih demokratov za nagovor. Jaz vam bom predstavil svoje goste, vsi jih poznate. Na moji levi sedijo nekdanji finančni minister, direktor Umarja, gospod dr. Janez Šuštaršič, v sredini in na moji skrajni levi oba profesora ekonomske fakultete v Ljubljani, dr. Igor Masten in dr. Marko Jaklič. Vsak na svojem področju specialist in verjamem, da bomo z vprašanji danes razdelali marsikatero temo, ki vas bo zanimala. In če začnem pri gospodu Šuštaršiču s prvim vprašanjem, kaj se vam zdi, da je problematičnega in dobrega v tej koalicijski pogodbi vlade takega mineva 100 dni od volitev? Ja, lep pozdrav sem in hvala za vprašanje. Bom začel s tem, kar se mi zdi pozitivno, ker bo krajše. Zdaj, mislim, da je nekaj stvari, ki dajo določeno upanje, zlasti na tistem področju glede korupcije in tako naprej, kar nekaj ukrepov. Tudi poglavje o razdolževanju podjetij ni tako slabo napisano, čeprav je relativno še vedno nekonkretno ali pa gre bolj za neka načela. In tudi na trgu dela je nekaj zanimivih idej, recimo odpravninski sklad. Tisto, kar sem jaz pogrešal, je seveda glede proračuna zelo jasno opredelitev, ne samo ciljev, ampak tudi kako do njih priti, pa so cilji tudi postavljeni sicer s sklicevanjem na zaveze, ki jih je država dala, vendar brez kakršnekoli konkretizacije. Glede privatizacije je več omejitev kot zavez. Zaveze ni v bistvu koalicijski pogodbi nobene, da se bo s privatizacijo nadaljevali, je pa kar nekaj omejitev, ne infrastruktura, mora biti strateška privatizacija, nadzorovana privatizacija, karkoli to pomeni. Ne? Problem recimo stroškov dela, ki je očiten iz podatkov, ni omenjen. Problem recimo prevelike odločitve dela je samo nakazan, oziroma piše, da je najprej treba narediti zeleno davčno reformo, potem se bo pa razmišljal o razbremenitvi dela. In tudi kakšni drugi problemi, ki se mi zdijo so pereči, recimo vprašanje učinkovitosti, tudi velikosti javnega sektorja, ni niti omenjeno.
V koalicijski pogodbi ni tudi nobene zaveze v bančno zavarovalniškem sektorju, privatizaciji tega sektorja, o tem ste tudi pisali, o tem ste veliko tudi imeli povedati. Ja, to je s tem povezano. Ne. Skratka, čeprav smo dobili zelo jasna priporočila s časovnimi roki glede privatizacije dveh bank, Mariborske in banke, glede tega ni konkretnih zavez rokovnika, tako da je vprašanje, kaj se bo tukaj zgodilo. Kako ocenjujete v koalicijsko pogodbo zapisanih 40 milijonov kot pogoj Desusa za... To je, po moje, jaz sem takrat, ko je koalicijska pogodba sklenjena, v bistvu komentiral, da je to prvi poraz novega mandatarja, zato ker enostavno, pa mogoče cena njegove neizkušenosti, je pa to visoka cena. Namreč, prav nič narobe ne bi bilo, če bi na začetku povedal, da na začetku pogajanj, da pač takšne stvari v koalicijski pogodbi tako konkretno in brezpogojno ne morejo biti zapisane. In bi to lahko tudi temeljil. Ni treba, da si ekonomist. Ne. Dovolj je že, da razmišljaš etično. Ne. Če bi mandatar razmišljal etično, potem bi mu bilo najbolj jasno, da v času, ko boš moral varčevati in verjetno tudi nekatere skupine prizadeti, ne moreš naprej iz tega varčevanja določeni skupini izzeti oziroma jim celo s konkretnim zneskom obljublja, da se jim bo vrnilo nekaj, kar je bilo v času varčevanja znižano. Ne? Ker sedaj naslednji dan se boš pogajal s sindikati v javnem sektorju in oni bodo rekli, če zdaj za pokojnine, potem je najbolj tudi za tiste plače, da nam jih vrnete, ki ste nam jih znižali in tako naprej in tako naprej. Ne? Tako da v bistvu na tak način dobiti neko stranko v koalicijo ob tem, da bi bilo možno tudi brez njih sestaviti koalicijo ali pa se bistveno bolj trdo pogajati, kaže po mojem predvsem na politično nespretnost pa nezavedanje situacije. Če vas prav razumem, imamo spomladi politični problem. Prosim, imamo? Spomladi prihodnje leto problem. Ne, mi imamo problem skozi, ampak če me pa sprašujete, kdaj se bodo razmere v koaliciji zaostrile, na tej točki se bodo, ampak mislim, da ne bo Desus tisti, ki bo potegnil krajši konec. Ne. Tako da, zdaj ko prej, ko se bo spremljal proračun, oziroma ko se bo spremljal njegovo izvajanje, bo prišlo do nekih konfliktov. Ja, v tem proračunu smo morali danes poslati. Ja. Hvala. Mi grede, smo ga tam prej že tudi poslali, ali smo ga najprej prosili? To je bilo vprašanje za gospoda ministra. Ja. Hvala za te odgovore. Dr. Jaklič, ste profesor, specialist za politiko konkurenčnosti in gospodarstva, spodbujanje podjetništva. Povejte mi, kaj v koalicijski pogodbi je na to temo zapisanega, pa ni tisto, kar bi moralo biti z vašega stališča? No, jaz moram reči, da danes kolega Janez dobre vole, ker sem je še bolj kritičen, zdaj, če ocenjujemo dokument. Jaz sem sicer ta dokument dosti hitro dal na stran, ker sem pač ocenil, da na osnovi tega ne bodo mogli vladati in da bi začel raje ocenjevati kakšne korake. In vemo, da koraki so potrebni hitri, ne, da bodo dejansko delali. No, zdaj gre na roko v narekovajih to, da imajo dve pomembnejši temi, ena je v Bruslu, ena je tu v parlamentu, ali kdo bo ali ne bo. Ne, ampak ne glede na to težko, kaj ocenjujem, ampak če že nekaj trdnega vzamemo v roko, vzamemo ta dokument, jaz seveda, ne sem nekateri prav, da je splošen, jaz pravim, da je marsikaj tudi zelo specifičen, ampak zelo čuden. No. Glede, mi smo pred izzivom vstopa v inovativno družbo. No. To je en velik izziv, ki bi zahteval eno temeljito krovno reformo in seveda temu podrejene reforme tudi vseh ostalih sektorjev. Ne. No in na temo inovativnosti, ko iščeš noter, kaj najdeš, ena je na temo intelektualne lastnine, ne, ampak to je, tam mislim, da je ena 11. točka, ki pravi o tem, da je treba urediti zadeve s SAZAS-om. Se pravi, nekdo je prišel mim, nek glasbenik in je rekel, da mu malo največ premalo plačajo, ampak verjamete mi, ne da to ni pomembna zadeva, to je pač neka stvar higiene v družbi in stvari morajo biti urejene, ampak na osnovi tega ne bomo imeli višjih dodanih vrednosti, kaj posebej ali kakšnega posebnega gospodarskega razvoja. In to je bolj kot edina stvar, rečemo na to temo. Na temo inovativnosti je 5-6 takih
Splošnih pa spet čudno konkretnih točk. Ena konkretna točka je, naprimer, da je potrebno izobraževati novinarje na temo inovativnosti. Ne. Jaz sem si že predstavljal, ne, ker na temo ukrepov so zelo splošni. Ne glede na to, da vem, da je nekdo bil na Stanfordu, kjer izobražuje novinarje na temo inovativnosti, bo nek ukrep, ki bo 1-3 novinarje poslal tja. Ne. In to je eno od 6 ključnih točk, ki jih imamo. Zopet mislim, da je pomembno, ne, da se v javnosti o tem primerno govori, ampak spet ni tista ena pomembnejših ključnih točk. Zdaj, če grem še na eno ceho, ki seveda je težko bremeniti to vlado, ki je zdaj nastopila. Mi imamo nek dokument, ki se mu reče Raziskovalna inovacijska strategija Slovenije, ki je bila sprejeta leta 2011. Nekje je bilo dogovorjeno en pomembnejših aktov, kasneje bi moral biti spremenjena zakonodaja, za katero je odgovorna vlada in seveda parlament. Do tega časovnica je bila konc 2012, mi zdi, tam smo konc 2014, še ni, ne, lahko kasneje govorimo, zakaj do tega prišlo, se pravi, težko rečem, da je to ta vlada kriva. Je pa seveda, da bi pa zapisali, da bi morali čim prej sprejeti nek zakon in še en kup drugih stvari, ki so pomembne z vidika tega prehoda v inovacijsko družbo, tega nisem nikjer zasledil. No. Tako da, vse pomembne stvari so bolj kot neizpuščene, marsikera manj pomembna, no. je pa dana določena teža. Kot rečeno, čakam pa še vedno, da se bo ta zadeva začela razvijati. Žal, zdaj, če gledamo Ministrstvo za gospodarstvo, se mi zdi bolj kot ne postaja, nekateri pravijo Ministrstvo za sanacijo, jaz ne bi temu rekel, ne, tudi se z Janezom ne strinjam, da je sanacija, razdolževanje gospodarstva jasno opredeljeno, mislim, da še zdaj ne vemo, kako bomo k temu pristopili. Ampak ne glede na vse, no, jaz mislim, da so stvari, ki jih je potrebno veliko bolj konkretno zagrabiti na tem področju. In če omenjam Ministrstvo za gospodarstvo, ne, je postalo Ministrstvo za subvencije, uporabil sem zelo milo besedo, ne, bi lahko kakšno bolj trdo uporabo. Tako rekoč, z inovativnostjo se niti noben več ne ukvarja, zdaj, ko še gospa Bulčeva šla, bomo vidno. Kaj pa bi naredili kot gospodarski minister? Prvi ukrep? Gospodarski, jaz bi začel konkretno delati oziroma sodelovati s parimi drugimi ministrstvi, sedanji gospodarstvo oziroma prejšnji gospodarski ministrstvi so enostavno blokirali razvoj tega zakona. Največkrat je prišel odgovor, jaz sem bil 4 leta predsednik Sveta za znanost in tehnologijo, 3 vlade sem preživel na nek način, vsako sem pozval, da če mislim, da nisem dober, ne me zamena, ker nisem jaz ključen, ampak je ta dejavnost ključna. Na nek način sem tisti mandat oddelil, sicer sem bil na tem, da vsaj 10-krat odstopam, ker je bila ignoranca popolna, še posebej strani Ministrstva za gospodarstvo in to se je nadaljevalo tudi kasneje pri pripravi tega zakona. Največkrat je prišel odgovor, da to ni prioriteta. Še letos na začetku leta je bila, da to ni prioriteta ministrstva, da so prioritete druge, da je treba reševati gospodarstvo, ne vem kaj še vse. Tako da, resno bi po eni strani strateško pristopil, po drugi strani pa zelo tudi kratkoročno. Zdaj, če me mečkam še sprašujete tudi v tem podjetniškem delu, ne, všečno je bilo včeraj poslušati spet to vrh gospodarstva, ne, ker so zopet plasirali nekatere všečne stvari v smislu debirokratizacije, nekih administrativnih postopkov. In glede na to temo, vem, je beseda, ki se največkrat ponovi v tej koalicijski pogodbi, skoraj pa vsaki točki je vse na enem mestu, ne, zdaj kaj si točno kdo predstavlja, to je zelo odprto vprašanje. Ne, ampak, se pravi, kot minister si mogel nekatere zelo kratkoročne stvari zastaviti, povezane tudi s sanacijo, se pravi s tistim bolnim delom gospodarstva, hkrati pa čim prej usposobiti nove konje, ki bodo morali vleči to gospodarstvo. To sem vprašal zato, ker je ena od vaših specializacij tudi odstranjevanje administrativnih ovir. To je v tej koalicijski pogodbi kakršen koli namik? Glejte, ne toliko neposredno, ampak ta vem in to se na nek način, ne, se pravi, olajšanje, tudi nekaj na temo teh postopkov pridobivanja gradbenih dovoljenj. Ampak glejte, tle res naravaš biti doktor znanosti, kako bi se tega lotil. Ne, teh idej, teh praks, izkušenj je toliko, da nekdo, če že nima tega zbran, mora samo odpreti, če ne ve, kaj je problem, ne, se pravi, zelo hitro se vidi, kje je problem. Potem je pa potrebno začeti resno delati za ministrstvi nasploh z javno upravo. In to je pa še en dodaten problem. Po mojem mnenju, nektera ministrstva bolj, nektera manj,
so v zadnjih letih seveda precej poslabšala svoj kakovostni standard dela, to se vidi tudi pri tem vlaganju naših razvojnih dokumentov v Evropo, kar nam že zdaj upočasnjuje črpanje evropskega denarja. Tako da nekdo, ministri in seveda njegovi ključni sodelavci se morajo čim prej lotiti dela na tem kadrovskem delu ministrstv, potem upeljati tisto, kar že tudi govorimo 20 let, prave horizontale. Zame en ključnih projektov bi bil reforma javne uprave, ampak spet ne tisto, bomo linearno znižali plače, pa to tle prehiter pride do nekonstruktivnih razprav, uporov, ne vem česa še vse sindikalnih. Potrebno bi bilo procese urediti, ker mi rabimo zelo kakovostno, učinkovito, vitko javno upravo, ki bo omogočala, ne pa blokirala. In zdaj, če bi z enim takim stališčem, pa ne vem še kakšnimi vrednotami, ker bi bilo treba pisati, šel konkretno delati, mislim, da ne bom rekel v parih mesecih. Glejte, Finci so se tam leta 2010 odločili, da bodo prišli, kar se back office-a tiče, finančniki bojo razumeli samo na eno ministrstvo. Se pravi, imeli bojo eno pravno pisarno, eno IT službo, eno evropske zadeve in tako naprej. Ministrstvo imajo pa lahko tudi 100, ker tistih 6-7 politično-strateških ljudi ni tak prihranek. Ampak ta kakovostna, relativno strokovno, tudi neodvisna, glede na menjave vlad, če bi se tazga projekta lotili, verjamem, da ga v parih mesecih ne narediš. Če se pa lotaš nekega projekta, tega, da res poskušaš čim bolj poenostaviti določene postopke, najprej ugotoviš, da nekje zakonodaje zadaj tizga ne moreš, nekje je treba zakonodajo spremeniti, kar je pa še težje, pa včasih treba ljudi spremeniti. Tako da vse skupaj zahteva nek svoj čas, ampak jaz mislim, da ljudje bi že bili zadovoljni, tudi podjetniki, če videli, da se vsaj v pozitivno smer premika, če že ni nek ideal, ki ga mogoče vidijo, ki je čez mejo na avstrijski strani ali kaj podobno. Hvala za vašo pojasnilo. Gospod Mosten, bili ste v Evropski banki, bili ste član strateškega sveta vlade. Kako bi vi z ekonomskega stališča ocenili koalicijsko pogodbo? Kaj je tisto po vašem, kar jih najbolj manjka? Ja, zdaj, jaz bom tako rekel, od takega dokumenta, recimo, jaz moram, mislim, tlele gospodje so mi priča, da ko je gospod Dekleva poslal izhodišča za ta pogovor, sem zaprosil še za koalicijsko pogodbo. Ker ko pač nisem je prebral do včeraj, ker ko človek pač vidi, kako so ta pogajanja in sestavljene koalicije pač potekala in da tam, kjer je recimo so bili poskusi razen tistih 40 milijonov postaviti neko bolj tršo vsebinsko strukturo, hitro odpade. Zadeva torej, ko je en dokument iskanje najmanjšega skupnega imenovalca, nimam velikih pričakovanj. Tako da jaz mislim, da tudi prevelika debata o koalicijski pogodbi je zaradi tega enostavno nesmiselna. Ker ta dokument ne daje veliko osnove praktično za nič, na podlagi česar bi lahko sklepali o nekih trdnih obrisih ekonomske politike te vlade. Se tudi, recimo, vidite, ko so oči odprte v finančnega ministra, se ni vprašanje toliko, ali je on koalicijsko pogodbo prebral, ampak je vprašanje, kaj razmišlja, in šele ex post se bo potem ugotavljalo, ali je to skladno s koalicijsko pogodbo ali ne, in potem verjetno bo kakšna zadrega. Zdaj, koalicijska pogodba, zdaj pa tako, ko sem jaz to včeraj prebiral, omenjena je bila recimo že tale, da zdaj par primeri povem, kako je moje mnenje. Tale vem, vse na enem mestu. Svetovna banka pravi, da v Sloveniji lahko ustanovimo podjetje, to je poglavitna funkcija teh točk, najhitreje na svetu. Skratka, z dvemi stiki, z uradnimi, z pač oblastmi, imamo podjetje. Mi smo čisto v vrhu. Zdaj, prav v prvo izhodišče, če postavimo nekaj, kot bomo naredili nekaj na temu, kar že funkcionira več let, pomeni samo, da tisti, ki je to zapisal, verjetno nikoli na VM-u ni bil osebno, da bi to dejansko videl, kako to poteka. Torej, pomanjkanje dejansko pravega vpogleda v probleme, ki so v gospodarstvu. Potem, ko pridemo
tu z Markom se strinjam, ne, en par stvari je pa krepko problematičnih, ne, ko je govora o vsebinskih izhodiščih. Ne. Naprimer, ne, vprašanje privatizacije, premišljenje in tako naprej. Ne gre se zgolj za to, da je zadeva nekonkretna. Ne. Gre se tudi za to, da je lahko, da so tam ideje relativno nevarne. Ne. Katero bi spoznali? Naprimer, govora je o SID-u, ne, ki bo kar naenkrat ponovno to razvojna banka, ne, se vemo, da je tako bila koncipirana, ampak glejte, ne, s 1.11. je SID del enotnega nadzornega mehanizma Evropske centralne banke, ne, tle smo s sanjami končali. 1.11. je konec, a ne. In potem, ko je govora o premišljeni privatizaciji, ne, bo premišljena privatizacija ne bi bila narejena tako, da se bo izbral pravi strateški partner, ne, ki bo omogočil, da bo privatizirana banka, ne, izvajala razvojno vlogo, skratka, bila to razvojna banka v tej državi. Ne. In jaz sem imel priložnost, nesrečno priložnost, ne, da sem 3 leta opazoval, ne, kako razvojna banka, ne, se dobesedno razkraja pri živem telesu, ne, in propada zaradi tega, ker so jo vsi, ne, precipirali kot razvojno banko. Ne. To je pač recept za propad take inštitucije. Ne. In je jasno, da je tudi recept za neuspelo privatizacijo. Ne. Tako da to je samo en par takih stvari, ki bodejo v oči, ne, ki kažejo, da v 6. letu krize, ne, ko je popolnoma jasno, da ko enkrat država da 4 milijarde evrov, torej več kot 10% BDP-ja za to, da reši razvojne banke, ne, da je heca s takimi koncepti pač enostavno konec. Ne. In to so dejansko zaskrbljujoči elementi, ne, ker pokaže na ideje, da ideje pisca pač kakorkoli že je ta koalicijska pogodba. Ne. To pomeni, da resnično koncept ekonomske politike, ne, je prijet z napačnega konca. Ne. Potem si lahko predstavljate, da mine veselje tudi, da bi to pogodbo človek do konca prebral. Ne. Povejte mi, zbodome v koalicijski pogodbi ni zapisano, ni eksplicitno obljube o tem, da se bo investicijski cikl zagnal z javno finančnim sredstvom. Kako ocenjujete to? Ja, glejte, zdaj lahko je to modro, ne, zaradi tega, ker dve zadeve bi tukaj jaz z vidika gospodarskega zagona pač izpostavil. Ne. Eno je to pač jasno, ne, zdaj je skoraj pač splošno priznan, ne vem, kakor že koli že konceptualen ali to poraz ali kakorkoli že, ne, da izpad zasebnega povpraševanja, ne, pač enostavno lahko tukaj v tej situaciji nadomešča država. Ne. Zdaj v javno-finančni situaciji, kot smo, ne, je mogoče tudi modro ne obljubljati preveč. Ne. Zdaj, empirične študije seveda jasno kažejo, ne, da je to faza poslovnega cikla, v kateri lahko evro, ki ga država potroši, ne, ima največje učinke, oziroma lahko rečemo, da škodljivih učinkov nima, ne, ker sicer bi ne vem, osebno bil zelo proti, da bi se kakorkoli sploh razpravljalo o tem. Ne. Ampak je to pomeni, ne, da bi morali v proračunu narediti ne zgolj držati proračun v okvirih, ki jih imamo in so tako, kot je pač Janez tukaj povedal. Navedeno je številka 0,5 na leto, tako kot pač piše v pogodbi o usklajevanju ekonomskih politik v Evropski uniji, ne, in to je to. Ne. Ampak znotraj tega, ne, bo treba, če hočemo res pametno targetirati projekte, ne, narediti veliko prerasporeditev sredstev, ne, iz pač porabe za transfere, neučinkovite subvencije, ne, v, ne vem, infrastrukturne projekte in še to vprašanje katere. Ne. Tako da tole, če je še pametno, da to ni bilo napisano pač konkretno v koalicijski pogodbi, ker potem vse veste, ne, tako kot je 40 upokojenskimi milijoni, ne, nekdo,
ki to jemlje, recimo kak investicijski projekt za tako imenovan Pork Barrel Project, ne, bo to seveda zahteval, ne, pred javnostjo, ker je to zapisano, ne, in če je to zdaj nek Pork Barrel Project, potem si ne moremo pač od njega obetati blazno velikih multiplikativnih učinkov, ne, kot recimo nam določene boleče izkušnje ali T6 lepo kažejo. Tam pač je jasno, da multiplikativnih učinkov ni, celo se govori, ne, da bo treba plačevati za razliko v lastni ceni in tržni ceni. Ne. Druga stvar je pa, ki tudi se tiče spodbujanja razvoja, ne, je spet ena, ki sodi v kategorijo nevarnih zadev. Ne. In sicer, ne, če pogledamo tudi zadnja stališča Evropske centralne banke, potem pa tudi čisto boleča slovenska spoznanja, ne, pa tudi, kar bo verjetno postalo očitno, ko bodo 26. oktobra znani rezultati skrbnega pregleda bank v celotnem evroobmočju, je to, ne, da ne samo v Sloveniji, tudi širše v Evropi primanjkuje lastniškega kapitala. Ne. Če hočemo narediti pač razdolževanje podjetij na način, ki ne bo imel negativnih učinkov na gospodarsko rast, ne, to ne pomeni, da je zdaj treba krčiti kreditno aktivnost, ker pogledajte, v Sloveniji, ne, je kreditov v BDP-ju še vedno manj, kar v povprečju ostalih razvitih držav. Ne. Ni problem prekomerna masa kreditov, problem je premalo lastniškega kapitala. Ne. Koalicijska pogodba, ne, pa govori o inovativnih finančnih instrumentih za financiranje pač finančnega prestrukturiranja in zagona gospodarstva. Ne. In zdaj vprašanje, kaj to je. Ne. Inovativni finančni instrumenti, ne, če govorimo o equity, o lastniškem kapitalu, to ni inovativen finančni instrument. To je stvar, ki jo vplačaš. Pika. In tam je, zato da nosi ves riziko, ki se lahko realizira na trgu. Ne. Inovativni finančni instrumenti so pa lahko take stvari, kot smo jih včasih šli. Ne. Recimo nabiralnik, ne, je bil inovativen finančni instrument, prek katerega lahko prevzameš podjetje. Ne. In to je spet, ne, eden tak element, ki verjetno odraža strah pred privatizacijo, ne, postavitvijo pač tega, da če nekoga povabiš k temu, da vplača equity, potem seveda pomeni, da bo nekdo moral krepko odpisati vse dolgove, ne, in bo prevzel popolno kontrolo, ali bo to zdaj slovenski investitor ali tuji investitor, ne, to je ena stvar. Ne. Druga stvar je, ne, pa nakazuje, da mogoče, ne, še nismo vzeli spet lekcije, ne, kako lahko prekomerno finančno prepletanje, ne, enostavno takrat, ko udari finančna kriza, ne, deluje kakor en lepo koordiniran tsunami, ne, ki odplavi dobesedno vse. Hvala, slikovito. To je vprašanje za dr. Šuščiča. Zdaj ste učili gospoda Mramorja. Kaj bi naredili ta trenutek, da tega tsunamija ne bi doživeli? Po moje bi, če bi bil v čevlji, gospod, to dela? Če bi v čevlju gospoda Mramorja, bi jih sezul. Oziroma, ne vem, kako bi se lahko znašel v čevljih. No, ker jaz sem v podobni situaciji bil, ne vem, kaj bil februar 2013. Smo se pogovarjali o možni koaliciji s Pozitivno Slovenijo, niti še ne za Alenko Bratušek, ker se ni vedelo, kdo bo njihov kandidat za premiera. Ampak ko sem jaz videl zasnutek koalicijske pogodbe, je bil približno tako kot ta. Ne? Nič konkretnega, pa kar je bilo konkretnega včasih narobe. Ne? In seveda na edinih pogovorih, na katerih sem bil, je bilo zelo očitno, da enostavno ni razumevanja za zadeve, ki jih je treba narediti. Ne? Ali pa sploh ne za razumevanje ukrepov, ki so bili že prej sprejeti in so potem vseeno nadaljevali, tako recimo slaba banka, holding in tako naprej. Družba za pravne terjatov bank, slabe banke so druge. Ne. In jaz sem takrat sam se odločil in javno povedal, da pač takšni koaliciji ne moram biti finančni minister. Ne. In zato pač se zelo težko poistovetim z vašim vprašanjem, kaj bi danes naredil učili gospoda Mramorja. Je pa seveda res, da niso vse koalicijske pogodbe takšne, niso vsa koalicijska pogajanja takšna. Ko smo se za eno vlado prej pogajali, ki je potem tudi nastala, se pravi, tista druga Janševa vlada, kot se je reče,
smo že v času koalicijskih pogajanj pripravili izračune in za tisti, ki je bil potem minister, je tudi sodeloval pri tem, kako velika je luknja, kje se da zmanjševati izdatke. Na prvi seji vlade so ministri dobili list, na katerem je bila številka, koliko imajo razpoložljivih sredstev v tistem letu. In potem s to zavestjo, da gre za zelo resne probleme in da bomo morali sprejemati zelo resne ukrepe, je potem tudi nek dogovor, da nihče ne vleče na svojo stran. Se pravi, tako kot NSI ni zahtevala, da se ne ukrepa recimo na področju družinske politike, če je to neka volilna baza, ki jo skuša nagovarjati, tako tudi Desus je vendarle pristojno neke ukrepe na področju pokojnin. Če pa ti skleneš koalicijsko pogodbo, in je tvoje glavno sporočilo, da morajo ljudje postati bolj etični, potem pa gospodarstvo steklo, in potem šele pripelješ nekega finančnega ministra, ki izgleda približno resno in opozarja na probleme, to seveda ne gre. In v tem smislu je koalicijska pogodba zelo pomemben inštrument. Zdaj, če pa že, potem bi seveda prvi ukrep, ki bi ga moral gospod Mramor narediti, predlagati, da se spremeni sestava koalicije. Drugi, zdaj, če bi potem lahko predlagal še kakšen ukrep, ko bi to predlagal, bi bil po mojem eden zelo pomemben razbremenitev dela. Mislim, da je socialna kapica kar to pravi inštrument, zato bi lahko bil. Potem je jasna napoved zmanjšanja javnega sektorja vsaj za 10% po porabi, po številu zaposlenih. To se da narediti točno tak način, kot je prej kolega Marko rekel, ne z linearnim zniževanjem, ampak z neko analizo, kaj državi ni treba početi, kaj počne 3-krat, pa bi lahko samo enkrat, kje so neke uredbe, ki jih mora tudi država spoštovati, ker v bistvu niso nepotrebne in tako naprej. In tretja stvar, osebna odgovornost za vse uradnike, ki ne izpolnjujejo svojih dolžnosti ali pa jih izpolnjujejo narobe. Če nek davčni inšpektor napiše odločbo, zaradi katere mora na koncu sodišče, tismo, ki bi bila odločba narejena, vrniti stroške postopka, ker je na koncu po 5 letih ugotovljeno, da je bila odločba napačna, in če se to dogaja istemu inšpektorju 3-krat, 4-krat, 5-krat v nekaj mesecih, in če se dogaja zato, ker ne upošteva zelo enostavnih členov zakonodaje, potem seveda bi se mora to poznati njegove plači, delovnem mestu in na koncu službi. In če nekdo tako zelo verjame v to, da lahko država z investicijami zažene gospodarstvo, potem bi moral razmišljati takole. Odpustimo 20% ljudi v javnem sektorju, namenimo ta denar za investicije v gradbeništvo, pa bojo oni že našli službo v tem investicijskih projektih, pa še multiplikativni učinek. Tako da, dokler bomo pa samo razmišljali, to, da mora država investirati in spodbujati gospodarstvo rasti izgovor, da se ne varčuje in da se nič ne spremeni, potem pa ne bo ne zagona, ne nobenih spremeni. Če vas prav razumem, ne moremo pričakovati ne delovne, ne zdravstvene, ne pokojninske reforme. Je na vidiku zgolj samo to, da nas zalijajo z denarjem, da bo denar poceni, se zadolžimo in te stvari, te probleme pometimo pod prag. Ne, jaz mislim, da pokojninska reforma težko pričakujemo, zaradi tega, ker razen tega, da se bo o tem pogovarjalo, pravzaprav ne piše nič v koalicijski pogodbi, ne vemo, kaj kdo o tem pričakuje. Na trgu dela je nekaj stvari zapisanih. Niso vse tiste, ki bi morali biti. Kar se zdravstvene reforme tiče, dobili bomo nek nadomestek zdravstvene reforme, dobili bomo ukinitev dopolnilnega zavarovanja, s tem se vsi strinjajo, kar bo pomenilo, da se bo denar iz nekega zasebnega zavarovanja prilil v javno zavarovanje in se tam neučinkovito porabil, in potem bomo čez 3 leta spet govorilo o reformi. Tako da to približno je za pričakovati. To je najbolj črno gledati, defetističen scenarij? Ne, sem moral zdaj, kaj Marko prej rekel, da se to preče. Si šel drugo se. Kdaj potem na to pričakujemo, da bo dosegli 30% proračunski primanjkljaj takih napovedih? Smo ga že, ne. Manjše 30%, ne vem,
noben problem ga ne bi dosežil naslednje leto, ne, ampak se pravi prid pod 3%. Malo po moje ne bomo, zato ker se bo našlo veliko izgovorov v tem, kar je bilo letos, v tem, da je že tako treba privrčevati ogromno, zato da sploh ne presežemo ciljev, ki so višji in tako naprej. To drugo leto po moje gotovo ne. Čez 2 leti morda, ampak se mi zdi, da to je še, to pravzaprav v tem trenutku še najmanj tisto, kar me skrbi. Predvsem me skrbi to, da se to jemlje kot nek formalni cilj, ne kot neka politika, ki je tam zato, ker ima nek smisel. Če pogledate po Evropi države, ki so bile v finančni krizi, bolj fiskalno disciplinirane od nas, Nemčija, pa še kjerkoli druga, imajo danes uspešno gospodarsko rast, ali pa saj bistveno bolj kot mi. Avstrija, recimo, je krasen primer tega. Mogoče zato, ker gospa, ki je bila finančna ministrica, je prej notranja ministrica, pa je mogoče imela malo druge metode. Ampak ne. Pa države, ki so uspešno, zlasti Irska, vsaj približno uspešno spoštovali tisto, kar je zahtevala trojka, so tudi v boljšem položaju. Če pogledate, kjer države se še otepajo z nizko gospodarsko rastjo, s krizo in tako naprej, smo tudi tiste države, ki smo bile hkrati tudi fiskalno neodgovorni. Slovenija, Grčija in tako naprej. Tako da jaz tukaj povezave ne vidim. Kljub temu, da lahko v kakšnih situacijah dejansko državno trošenje pomaga gospodarstvu z recesije, seveda to, kar smo videli kot politiko pri nas in v teh državah niti slučajno ni bilo to in seveda ni moglo delovati, bilo je pa trošenje. Hvala. Gospod Jaklič, koliko časa po vaši oceni si še lahko privoščimo predpostavki, da bo denar poceni, da se bomo zaživali stagnacijo oziroma kdaj lahko otrokom obljubimo, da bo gospodarska rast po vaši oceni? Lejte, gnijemo lahko dolgo časa, ne? Sej, če pogledate že v bližno okolico, ne vem, nočem nič biti nasramen, ampak če greste v Bosno, zelo slaba situacija in tako naprej, in ljudje preživijo in če bi ocenjeval, mogoče v 10 letih, da pridemo do tiste ravni, ampak še vedno bo družba funkcionirala, ne? Tako ali drugače, slabo, ne? Vemo, kaj se v teh družbah, ki jih omenjam, dogaja, ne? Ampak se da, brez revolucije in še česa, ne, Slovenci nismo ravno vsake to časa mogoče, ampak da bi se prav ne vem koliko uprali temu ne gre. Ne. Ampak če dovolite bi kljub samo na eno točko opozoril, ko se mogoče s kolegoma toliko ne strinjam in se sta bila oba malo previdna, ko ste govorila o teh javnih investicijah oziroma investicijah z javnim denarjem. Ne, jaz raje o tem govorim, teh velikih projektih. Ne. Ja, jaz ne vidim odkje, ne. Zdaj, če govorimo o teh proračunih, pa tudi, če ne vem, koliko plače znižate, pa zmanjšate javni sektor, teh milijardnih investicij, o katerih se govori, ni, ne. Tudi, a veste, jaz to imenujem vulgarni kenzianizem, ne, v taki mehni družbi, nekako ne deluje vulgarni v smislu, da to slišimo, sam da se investira, ni važen, kjer projekt, sam da se investira. Ja, pa se imamo tež pred sabo, no, se ga bom res zelo hitro čutil. Ne gre za to, ne. Če že, ne, če malo izpostavljam, sem bil že kdaj žvižgan, tako, no, zdaj ko ste vi povedali, kaj si mislite, ampak drugi tir je zame nonsens. Jaz sem marsikero študijo, nobena mi ni bila naročena, ampak to, kar sem jaz videl, me ena ni prepričala, no, ne tako, ne drugače. Ne, so zelo prepričljivi, močni, kakšni lobiji v zadju, takšni, drugačni, ampak poglejte, če bi bil v zadju pameten denar je zame nekdo, ki bo investiral in ki bo to tudi uporabljal, zdaj je to logist ali kdorkoli, ne. Poglejte, kaj se je zgodilo, sicer ni bil javni denar, ampak zdaj je postal javni denar, Intereuropa je postavljala neko parkirišče tam v Moskvi, tu so po domač nategnili naše banke, zato ker bojo neki tokovi avtomobilov se iz Kopra vozili v Moskvo, ne. Vsak, ki je bil pameten, je vedel, da to se nam nikoli zgodilo, ker te globalni logistični tokovi pač nekdo odloča tem, tudi raznih izračunih, kaj se splača, kaj ne. Tako da ne moreš se ti kar nekaj izmišljavati, ne, v teh infrastrukturnih zgodbah in jaz sem tudi rekel, da je to infrastruktura 19. stoletja. Glejte, tudi ceste na nek način, seveda žvižk, ne, zdaj, jaz verjamem, glejte, mostovi, čez kjere ne moramo voziti in tako naprej, jaz verjamem, da je to velik problem, jaz se z medvod vozim, vem, kaj je to, ko imamo tam enega zaprtega. Ampak, če smo večkrat ekonomski, ne, Gorenje takoj skoč, ne, cesto zgraditi in tako naprej. Ja, s to cesto bomo dosegli, da
tako podjetje, rečemo kot je Gorenje, saj ušlo ne bo, ampak Gorenje ima 30.000 evrov dodane vrednosti. To je še celo pod povprečjem slovenskom, ne? Ampak, ok, ravno taka podjetja, drugega nimamo, žal, taki ne bojo ušli. Ampak mi imamo 2-3 više dodane vrednosti in v tretji industrijski revoluciji, se pravi v 21. stoletju, mi rabimo investirati v čisto neko drugo infrastrukturo. In jaz pravim celo zdaj, da ne grem v to, da ta širokopasovnost, to je tako, kot mogoče kaj eno cesto narediš, pa še ta ni narejena, ampak je treba še marsikaj gor postaviti, da funkcionira. Ne? Ampak jaz trdim, da je seveda že zdaj, če bi bolnico naredili, če mi date, da zračunam, bom takoj dokazal, če naredimo nek urgentni center, se veliko bolj splača kot drugi tiri in tako naprej. Vse te projekte je treba gledati cost-benefit oziroma alternativno. Mi ekonomiste v prvem letniku učimo, ne, da je treba pač oportunitetno gledati, mislim, če imamo pa denarja na pretek, ne, pa kar mečemo, ne, ampak ta logika nas je pripeljala v to situacijo. Seveda ni bila edina, ne, imamo tudi še vse te tajkunske zgodbe, kraje denarja in kar se tiče sanacije, je bilo večkrat omenjeno, najbrž danes nimam časa, da jaz res bojim in v enem omizju sem pred parimi leti omenil, da se tretjega vala privatizacije bojim. In takrat je bil doktor Zakrajšek po Skype iz Amerike, in me kar malo napadel, je rekel, da sem proti privatizaciji. Sem rekel, pa kdo je rekel, sem proti privatizaciji, ampak bojim se, zato ker vem, kako so stvari pri nas postavljane. In zdaj v TB vam povem, nismo nič kaj izboljšali te zadeve, oziroma smo še na nek način bolj prepletli. Ne? Lahko gremo v te detajle. In če ste prej sprašvali, minister za finance, verjetno pa še kakšen minister se mora zelo resno začeti ukvarjati, na kakšen način se sanacija ali pa razdolževanje, ali kakorkoli se že reče, dogaja in razne floskule, kako, ne vem, pa se sit tudi omenja tle, da bi kar slaba banka mogoče celo postal, pa te nasedle firme, prijateljske, ne vem kaj investirali. Lejte, s kapitalom se te stvari rešujejo, mislim, sta oba kolega to rekla. Ne gre drugače, ves normalen svet v to banke ne grejo. In jaz sem rekel, če zdajle, ne, pogledajte situacijo Cimosa, ne, DUTB ga je prevzel in naredil totalno blesavo potezo, ki jo je sploh ne razumem, ampak pustimo to ob strani, ampak ne pričakovati, da bojo zdaj v tako poslovno neprestrukturirano podjetje banke še dajale denar. DUTB ga pa tudi nima, oziroma ga ne more dajati. Ne? Knjižno že lahko rečemo, je več kapitala, ampak banke v tak denar ne bodo, v tako firmo ne bojo dale denarje. In zato vse leta v svetu obstajajo mehanizmi, ne? Obstajajo turnaround equity skladi in tako naprej. In DUTB bi moral ravno take iskati, ki poleg tega, da kapital pripeljajo še svojo kreditno linijo v začetku. Vse to je svet že skozi dal kdaj, ne? Sam mi se nočemo naučiti, ali pa dejansko imamo neke druge interese v zadnje. Stvari so relativno preproste, samo, veste, razni nacionalni interesi ali pa neke ambicije nekaterih, kako bojo kje lastniki, še niso ugasnili. In to je tisti problem. Pa nismo se še dejansko sprijaznili s tem, gle bilo rečeno, če bojo novi lastniki prihajali, bojo morali prevzeti dolgove in tako naprej. Nič ne bojo prevzeli. Še mi bomo mogli kaj plačati, odpišemo vse, banke odpišejo, lastniki odpišejo vse, še kaj bomo plačali, da bo kdo hotel kaj prevzeti, pa da bomo v alternativi videli kakšna delovna mesta. V tej situaciji pač smo. Za večino podjetij. Obstaja na vladni ravni inštrument, kar se tiče DUTB-ja, da pospeši dogodke v to smer, kot ste zdaj nakazali? Jaz mislim, da je z DUTB-jem več težav. En je na nek način tudi sistemski. So tudi drugi, ampak tem nima smisla to razglabljati, kot so kadrovski nadzori in tako naprej. Ampak en od sistemskih je, da je, vsaj po mojem razumevanju, DUTB vedno bil neke vrste, je to asset company, ne? Se pravi, ki se ukvarja sredstvi. In če smo rekli, da nima denarja, zato ni banka, ne? Se pravi, da nima tega denarja, hkrati nima tudi kapitala, čeprav zdaj so interesi tudi z DUTB-ja, da bi mu vse to omogočil, ne? Se to res ne predstavljam, kaj bi bolj to lahko bilo. Da je seveda potem to njegova edina naloga, ta, ki sem jo prej omenil, da išče ne nujno že strateške lastnike, ki jih taka podjetja še ne zanimajo, ne? Ampak išče tiste profesionalce, ki se s tem ukvarjajo. In takih profesionalcev je Kukrčaš. KKR je ena večjih znanih, ne vem koliko milijard porabljajo ameriških firm, je zelo prisotna v Srbiji z več milijardami. Ne? Sprav bi človek rekel, se oproščam za primerjavo, ne? Ampak to je to. Se pravi, če tako podjetje, tam ni problem, da ne deluje v regiji ali da kaj ne pozna. In takih je ogromno. Ne? In za mnogo, recimo sem omenil, vse to javno znan primer, ja njega mora in tak verjeti v roke. Ne? Drugače konc, oziroma z vsakim dnem je vse bolj konc. Ne?
Zdaj se vračam na izhodišče na naslov okrogle mize. Smemo to pričakovati v te vlade? Jaz mislim, da, če zdaj, ne, se sta kolega malo nakazvala, ne, da minister Mramor je zgleda tista glavna ekonomska avtoriteta, ne, in on mu nič ne oporekam, najbrž tudi ni prebral in hvala Bogu niti koalicijske pogodbe, ne. Zdaj, on bo, kakor ga mi vsi trije poznamo, on je tak dosti trmast človek, mislim, da je pa tudi, včasih prav, včasih ne, ampak generalno mislim, da razume situacijo, bo pa hitro imel težave, no. Jaz mislim, da tudi realcu tistih 40 milijonov ne bo hotel dati in zdaj vprašanje, kako se bojo zmenili znotraj tega, ne. Tako da upam, no, da na nek način bo imel in živce in zadost podpore neki v politiki je že bil, tako da določene veščine ima, ali tudi ne vem, ampak bo zanimiv to gledati, ne. Ampak, veste, v zadnju se dogajajo stvari, ki jih večina v javnosti, ko se puhlice prodajajo in infrastrukturni projekti, DOTB, ne, sem slišal zamč od enega časopisa, da so sprejeli uredniško politiko, da je DOTB dobra stvar, ne, sem se sam za glavo, ker sem rekel, koliko so vam pa plačali za to, ne, so videli, ne, se boš vedel, ne, se so tudi nam na faks prišli bolj ne s tem interesom, da nas prepričajo, da so dobri, ne. Glejte, en kup je takih nonsensov, ne, pa ta zadnji sem, da imel karkoli ali proti tujcem ali komarkoli, ne, ampak sej neumnost je glavna na naši strani, ne, sej oni so racionalni, všeč im je v Sloveniji, vse vinske seme že poznajo v tej nedavni okolici, tudi vejo, ki so ženske doma in tako da, glejte, ampak mi smo problem, no. Hvala, gospod Nasten. Povejte mi, s čim bi bili vi zadovoljni, ko bo konec te vlade? Kaj je pa za vas uspeh te vlade, pa ne bo vas zdaj, enem letu, 2, 3, 4? Recimo bom dal eno zelo konkretno stvar. Hvala. Ko je bilo govora o tem, kje denar najdati v proračunu, pa tako naprej, to se pač jasno in lepo izpostavil, da tega, če bomo strgali, ga bomo lahko nekaj nastrgali, ampak ne za, ne vem, milijardne investicije, ne. Bi najraje videl, da se na take stvari relativno hitro pozabi, ker zdajle je pa treba izkoristiti eno pač priložnost, ki na trgu je, in sicer je pač ena izmed 3 ukrepov, ki jih Evropska centralna banka napovedala, ne, zdaj oni grejo zdaj zelo daleč, ne, oni grejo zelo daleč, mogoče nas bo od tega zelo bolela glava, ampak tako pač je, to je treba vzeti kot dejstvo, in sicer je en program, ki odkupovanja, in to neposrednega odkupovanja, to pomeni, da bo ta banka držala to do konca, do dospetja, papirjev, ki bodo kriti z nekimi sredstvi, poenostavno rečeno s krediti, ne. In zdaj pa mi, kar pomeni, ne, da moramo začeti delati, in tam, torej hočem reči, tam financiranje je, sam pobrati ga je treba, ne, in poberemo ga lahko na način, kot pač nismo še nikoli počeli v Sloveniji, torej, da se posojila oziroma v kombinaciji z equityjem, ampak vam garantiram, ne, da če se sprejme okvir, ne, da bo to možno, bo začel prihajati tudi equity. Ne, in equity bo prišel tako strani posameznikov, ker vseeno, lete, ne, 20% GDP-ja ta država privrčuje na leto. Ne, in strani institucionalnih investitorjev, ne, v Sloveniji se spreminja zakonodaja, večina pokojninskih skladov prehaja na tako imenovan life cycle sistem, kar pomeni, da bodo lahko bistveno več tveganja prevzemali v svoje, skratka, lastniške naložbe imeli v svojih bilancah. In ko bo, pravim, če bo ta možnost, bo pretekal tako dolžniško financiranje kot lastniško financiranje, ne, ampak je treba dobro lokacijo teh sredstev imeti, zbrati dobre naložbe, ne, kar pomeni, da moramo pozabljati na bolnike, treba se zavedati, da recimo, ne vem, trgovska družba ni nacionalni šampion, ne, ampak treba najdeti kaj drugega, ker ima višjo dodano vrednost in tako naprej, ne. In potem, ne, se bo v glavnem, sedaj bo ustvarjen trg za te stvari. Ne, denar bo.
In to bo lahko narejeno brez velikega pač patronata države ali neposrednega finančnega vložka države. Ne? Ampak je treba, torej sekuritizacijo, to je komplet spremeniti paradigmo financiranja gospodarstva. Ne? Mi smo imeli zgolj banke, ne? In o equity-ju smo razmišljali kot nekaj, kar se je prekladalo prek nabiralnikov, naprimer. Ne? Zdaj pa je treba, in ta druga stvar, ki jo lahko zdajle še smo sposobni, ne, je to jamranje okrog FDI-ja. Torej tujci, ki naj pripeljajo denar in potem začnemo govoriti, ali je to zdaj, ali nam bo to uničilo nacionalno podstat ali ne. Svet se od zunaj financira tako, da se z razno raznih koncev, z razno raznih nogavic in denarnic zbirajo majhne količine denarja, ki se skozi sklade pretakajo pač v podjetja, in če smo v preteklosti govorili, da je slovenski trg enostavno premajhen, da bi bil interesanten za velike investitorje, ne, tega izgovora ni več. Tudi DUTB, ne, da je ne bomo spraševali, ali so, ne vem, spravili te prave ekipe v CIMOS in množico majhnih podjetij, ki jih imajo in tako naprej, ne, jih bo treba, ne vem, čez 9 mesecev ali pa 1 leto vprašati, ali so naredili kako sekuritizacijo, da so nekaj tistih naložb, za katere se bodo pohvalili, da so jih uspešno restrukturirali in da so zdaj dobre, ne, in da mogoče nek denarni tok prinašajo, ne, kje to je, ne, kako ime ima ta pač papir, katerega te zadeve krijejo, ne, in kam, na kjer trg se je plasiral in koliko denarja je zaradi tega preteklo v državo. Ne. In če bo kaj mora vlada tlele, da pridem končno do tega vprašanja, ne, narediti? Nič, zgolj kot naj vprašajo, kaj je treba zapisati v zakon, ne, da bo tisti instrument, kar je tamle pač na voljo, ne, bil operativen tudi v slovenskem pač pravnem okolju. Torej, rabimo nekoga, ki malo te zadeve evropske razume in prevajalca. In potem, če naredijo relativno malo, skratka, neki relativno ostri pač proračunski cilji, oziroma nek relativno zmeren in postopen prehod pod 3 in tako naprej, da ne povzročamo razburjanja prekomernega med socialnimi partnerji in tako naprej, če čisto nič naredijo in to prvo stvar naredijo, mislim, da bodo naredili veliko. Za prevarjalca sem prepričan, da ga imajo. Ali ocenjujete, da to smemo pričakovati tudi? Ne vem, no, pravim, lejte, vse tle smo povedali, ne, da ena stvar je koalicijska pogodba. Tisto, kar je napisano po koalicijski pogodbi, jaz sem 3 zadeve povedal, ne, ki kažejo na to, da pisec koalicijske pogodbe ni iz tega štosa, da bi razumel to priložnost, ki se pač ponuja. Ne. Na drugi strani vemo, da je vseeno pač minister Mramor je profesor financ, ne, kar pomeni, da te reči dobro razume, se zaveda tudi pasti, ki se pri tem pojavljajo in če do tega pride, mislim, da je možnost, ne? Mislim, da je možnost, zakaj pa da ne? Hvala, Stotjar. Glede, jaz verjamem, da ste razumeli, kaj je Igor hotel povedati, pa najbolj tudi on bolj razume kot jaz, ampak jaz se tega bojim. No? Se pravi, te finančne inovativnosti, kjer bi, naprimer, banke v takih državah, kot je Slovenija, na nek način tisto lastnino, ki so jo pač pokasirale, ne, na nek sekuritizacijo in tako naprej, omogočale neko likvidnost in na osnovi tega, boš Igor povedal, če sem jaz to narobe razumel, ne, in da bi na nek način preko tega, ne, se pravi, banke spravljali v neko aktivno vlogo, jaz mislim, da to ne moramo pričakovati. Tega tudi žal DUTB-ja ne moramo pričakovati. Veste, DUTB je zaposlil bankirje. To je pa sanacijska firma. Ne, oni lahko rečejo, čez 5 let boste imeli 30 dobrih sanacijskih menedžerjev, ki se bojo učili, kako se to dela. Glejte, v zadnjem mora biti kapital zame ni samo denar. Gre za pameten denar, ponovno nekoga, ki ve, kaj dela. In turnaround skladi, o katerih jaz govorim, ko vstopijo neko podjetje, verjamte mi, že vejo, komu jo bojo prodali. Kukarkoli to tako malo čuden zgleda, netransparentno pa še kaj, ne? Ampak oni točno vejo, kaj morajo narediti, da bojo nekomu prodali.
Ne? Zdaj, v kakšnem izplenu bomo mi potem to nazaj dobili, drugo vprašanje, jaz mislim, da nič kaj dost, ampak če bomo dobili kakovostna delovna mesta, kakovostna podjetja in še kaj, smo že dost dosega. Ne? Zdaj, vse ostale pretumbacije, pogledajte, tudi kolega ekonomista Jaševič pa Simoneti sta razlagal nekaj special purpose vehicle, ki ga bojo McKinsey in podobni prevzeli in potem bojo, ne vem kaj, se bojo kasneje prodajali in podobno. Ja, kdo bo to financiral? Ne? Seveda ti bojo najprej svoj račun izstavili, milijoni plačite, zdaj se bo prodala, ne, to niso firme, ki se s tem ukvarjajo. Ne? Obstajajo še enkrat točno določene firme, ki imajo dosti denarja, sam seveda moraš priznati, da si zavozil, ne? In da rešuješ prihodnost, ne pa preteklosti. Tako da to monetarno ali pa kreditno sproščanje, ki se ga želi, dragi in tako naprej, ne? Bolj odzivi so taki, da ta denar, ko sem želel razložiti, ne pride pri nas do podjetij in seveda tudi ne bo. In mislim, da je tudi prav, da banke v take podjetje denarja ne dajo. Ne? Sprav, v naravo, v poslovnih modelih je treba podjetja spremeniti. Ne? In to bankir, DOTB, ne vem kdo, jaz, noben ne more. To so tisti konkretni ljudje, ki so v poslu, ki delajo biznis. Ne? Hvala. Je to posledica politike oziroma ne politike konkurenčnosti? Tukaj lahko prevedem kakšne usporednice, gospod Šuštašič, z vašo zadnjo kolumno, ko ste bili kritični do zdravstvene zavarovalnice in naredili slikovito primerjavo z avtomobilskim trgom zavarovanja. Sporednica je mogoče v tem, da pri nas zelo težko pristajamo na neke rešitve, ki so pravzaprav zelo normalne. Ne? Zdaj, ta zgodba za tem, da bi bilo bolje, če bi bilo več ponudnikov obveznega zavarovanja zdravstvenega, je ena takšnika. Jaz sem o tem pisal zadnjič. Za zelo veliko ljudi to popolnoma nepredstavljivo, že čisto na simbolni ravni. Ne? Zadnjič sem bil na eni konferenci, kjer sem mi razlagali sicer tisti, ki so zainteresirani za to, da se to ne bi zgodilo, da obstaja cel proces, s kateri se skušajo določene službe, ki so recimo upravljene z odpadki in podobne stvari, ki so bile delno privatizirane, spet spraviti pod javni interes izgovorom, da to ne funkcionira in tako naprej. Eno tako, jaz mislim, da lahko res pričakujemo eno tako korak nazaj v bolj državni sistem, kot je že bil. Kar se tiče DOTB-ja, bi pa jaz samo podprl to, kar je kolega Jaklič govoril. Jaz sicer Igor bo povedal, kako točno ta mehanizem izgleda, mogoče, ki je zdaj. Ampak jasno je, da podjetja se lahko razdolžijo samo na 3 načine. Ene pa skozi tečaja, se podjetje razdolži, kar se pač dolgovi odpišejo. Lahko se razdolži knjigovodsko. To je tisto, kar lahko DOTB naredijo, pa banke, to se pravi, da terjatve spremeni v kapital in potem bilanci ima pač kapital, obveznost do tistega, ki je včeraj še kreditor, danes je pa lastnik. Problem s tem je ta, da ni namen tega, da bi zdaj ta lastnik to upravljal, ker banke in ljudje z bančno miselnostjo niso najboljši za to. Ampak predvsem je namen, da lahko s tem potem izpelje to tretjo fazo. To je tretji način, je pa in to edini, ki deluje nekje vzdržanje, pač ta, da podjetje dobi dodaten lastniški kapital in se tako razdolži. Sicer enostavno ne more biti razvoj, ampak je samo krčenje. Krčenje bank, krčenje podjetij in tako naprej. In zdaj, seveda, jaz sem imel en pogovor, kjer so ljudje z DOTB rekli, škoda, ker niste zakon napisali, da bi mi lahko to kapitalizirali podjetja. Ker če bi pa lahko res okrog obrnili in izboljšali. Če imate vi vzvode, problem je tem, da jih nimajo, da so v bistvu dobili zaradi načina, kako je bil tudi prenos narejen, pravzaprav premejhne deleže. Oni še vedno niso v mrzkerih primerih v bistvu tisti player, ki bi lahko potegnil naprej. Drug problem je v tem, da jim ni nihče nikoli zelo jasno povedal, kaj se njih pričakuje. Zakon pa govori v bistvu o tem, da morajo vrniti denar, da mora čim več denarja nazaj pripeljati, ki je bil uporabljen za sanacijo bank in še v bistvu edini trdni mandat, ki je v zakonu, da morajo to narediti v nekem določenem časovnem obdobju, se skušajo mehčati. Tako da zakon mogoče ni dosti jasno definiral njihovega poslanstva, čeprav mislim, da je glede večine stvari precej jasen. Niso pa po moje tudi politični odločevalci tega predpisa. Pa ne mislim, da bi morali zdaj dajati navodilo, ampak
vsaj povedati jim, pri čem jih bojo, vsaj podpirati neko smer delovanja. Ne. In zdaj, hočem reči, moj odgovor na to je bil, če vi imate vzvode, formalne vzvode, da v nekem podjetju lahko naredite, kar se vam zdi prav narediti, in edina stvar, ki vam manjka kapital, potem boste ta kapital dobili, ne, točno od teh skladov in še koga, o katerem je Marko govoril. Ne, se pravi, ne, če obstaja formalna možnost in če obstaja realna možnost, da se to zgodi, potem tudi dobiti kapitalni problem, če se ne ostavi na uredništvu kakšnega časopisa ta ideja, da bo nekdo vlagal v podjetje. Povejte mi, dr. Šusterčič, še eno vprašanje. Zdi se, da pravzaprav vlada za primanjkljaj nima drugega vzvoda kot dvig GTV-ja, dvig trošarin, skratka novih davkov. V policijski pogodbi je zapisana implicitno tudi zelena davčna reforma. Kakšen je vaš odnos do tega? Ta zelena davčna reforma je v koalicijski pogodbi pospremila z zanimivim komentarjem, da sicer to ne pomeni dvigovanja davkov in obremenitev, zato ker že tako imamo po statistiki, smo država zelo velikim deležem okoljske dejavnosti. Zdaj, eno se šteje sicer marsikeja, ampak jaz načeloma za obdavčevanje in onesnaževanje nimam veliko problemov, se mi zdi boljše obdavčevati to kot delo ali pa kapital, ampak ni pa to neka zlata jama, ne, to pa vsekakor ni in to se mi zdi vsak dvig davkov, ki bi bil narejen, bi moral biti narejen samo zato, da se nek drug davek zniža. Se pa, če je davek manj škodljiv, ne vsi davki so škodljivi, noben davek ni koristen. Ampak če so eni davki manj škodljivi od drugih, potem, če tiste, ki so manj škodljivi, dvigneš, potem moš tiste, ki so bolj škodljivi, zniževati. Ne. Zdaj, bilo bi lepo, če bi tudi jaz sam to načelo pošteval vedno, pa ga nisem, ampak prej Igor to pove, moram jaz. Da mu vzamem veselje. Da mu vzamem veselje, ampak ne, se pravi, drugače pa te ideje, mislim, vlada se, da ima cel kup drugih možnosti, da zmanjša primanjkljaj, veliko sem jih že omenil, načelno na papirju, ne, je pa seveda vprašanje, ali je to pripravljeno narediti in kot vlada, ne kot en minister, ali pa kot nekaj ljudi in potem, kar smo do zdaj videli, jaz ocenjujem, da ni. Je pa fajn, zato ker jaz sem lahko samo še prijetno presenečen. Skratka, dno, lahko se odgledamo samo na zgor vprašanje pod kakšnim kotom. Ne, to ne, jaz sem samo rekel, da gleda to, kakšno moje mnenje o tem, kaj se bo dogajalo, kaj bo ta vlada uspela narediti, v bistvu ne mora biti več razočarano. Čeprav, ne vem, so pa stvari, ki me vedno znova navdušijo. Ampak, ne, jaz mislim, da to obstaja dno iluzija, to je že Marko prej rekel. Če bi mi bili v neki ciklični krizi, potem potem pač priješ v dno in se odbijaš in po neki logiki stvari se potem uspeneš. To, kar se v nas dogaja, ni ciklična kriza več. To je v bistvu strukturna kriza, ki pomeni, da iz leta v leto izgubljamo v bistvu gospodarsko razvitost, povečujemo zaostanek z drugimi državami, ne zato, ker je nekaj kratkoročno narobe, ker je nekaj zelo temeljno narobe, veliko stvari. Tega se z mehkim popravki ne da obrniti nakrog, tega se tudi ne da obrniti nakrog tako, da bo šlo Nemčiji boljše, ker pač, ali ste Nemci nimajo v ustavi napisan, da mora njihova podjetja uvažati iz Slovenije, tako da, ne, pač imajo pa, kar je sedaj narobe, ki se ne mora to komisarka zahtevati, da se to naredi, ampak dokler pa tega ni, moramo pa računati s tem, da ne bojo nujno kupovali od nas, če ne bomo znali podati. In države grejo lahko zelo dolgo navzdol. Na svetu imamo cel kup držav, ki so nerazvite, imamo cel kup držav, ki so bile razvite, pa so potem nazadovale 10, 20, 30, 40 let. In gledam to, da živimo v globalnem svetu, to lahko še dlje traje, zato ker takih držav ne pride do revolucije, ampak pride do tega, da se ljudje izselijo, da se podjetja izselijo
in tako naprej, ne? In na koncu bankrotirajo. Ne? Največja iluzija je ta, ko govorimo o javnem dolgu tako, da bodo to odplačevali naši vnuki, ne? Ali pa, ne vem, mogoče otroci, jaz pa sem malo mlajši. Še. Ne? Ampak, a veste, tudi tako, otroci bojo plačevali davke v kakšni drugi državi, ker se bojo tja izselili, če bojo pa tukaj, bojo pa ne bojo plačevali davke, ker ne bojo nič zaslužili. Tako da ta dolg bo ostal. Tako da država gre lahko zelo dolgo navzdol in se nič ne zgodi. To pričakovanje je zdaj pa res, ker lahko samo še ne boš. Ne, po moje lahko enostavno drsimo navzdol. Počasi, ne da bi kdo zares opazil in se pri tem ukvarjamo s folkloro, šamanizmom, z nacionalnim interesom in s takimi stvarmi, da bi se pogovarjali o resni zadeve. Gospod Jaklič, ko smo pri davkih, volilna mantra je bila zagon malega gospodarstva, kje bodo investicije, kako bodo investicije, zakaj bodo investicije. Kaj obstoječa davčna politika in napovedana davčna reforma pomeni za malo gospodarstvo kot temelj razvoja, kot zagon, kot nek startup gospodarstva države? Jaz ne vem, nisem zasledil, da bi kaj na to temo malega gospodarstva pa davki bilo. Nekaj se je sicer govorilo o davčnih olajšavah za inovacije in podobne zadeve, ampak kaj konkretnega ne moram reči. Ampak jaz sem se že pred volitvami, ko se še ni vedel, da bojo, kar precej s kolegom Rebernikom iz Maribora angažiral, da smo s pomočjo ostalih kolegov v tem startup ekosistemu, sprav govorimo o res tistih malih podjetjih, ki imajo nek regionalni, globalni potencial, in ki bi na nek način izvirali do neke mere zrasli ali pa saj bili nekako povezani s tem okoljem in mogoče celo kdaj kakšne davke plačevali. Morate vedeti, da vi nekaj takih primerov že imamo. Mi imamo podjetij, ki ima po mojem izračunu približno 1 milijon evrov dodane vrednosti na zaposlenega. Zdaj ste pravi, imamo tu take, ki imajo 7 one-man band. Govorimo o podjetju, ki je znano, globalno in tako naprej, milijon, Gorenje ima 30 tisoč, sem prej rekel. Zdaj seveda, to niso niti podjetja, ki bi ne vem koliko zaposlovala na veliko in tako naprej, ampak prinašajo eno dinamiko, ki se lahko, če je pamet v družbi oziroma struktura, ta dinamika prenaša tudi v zrela podjetja. In meni večkrat hrebri to, da so nekatera naša podjetja, ki izvažajo v Nemčijo, ugotovila, da to Nemci že kar počnejo in skušajo zdaj malo slediti določene koncepte, ki povezujejo to mlado sceno, novo tehnološko sceno z nekimi, bom rekel, etabliranimi podjetji, ki imajo še toliko zraka, da se lahko spreminjajo, se pravi, da spreminjajo poslovne modele. In mi smo danes opozorili, poleg vseh teh, bom rekel, kriznih situacij, ki se vežejo lahko desetletja nazaj, pa te javno-finančne zadeve in tako naprej, mi dejansko živimo v izzivu nove tehnološke revolucije, ko se na novo karte dajejo, oziroma delijo. In zdaj, a sem pripravljen, da sem zdaj v tej igri, ali nisem, je zelo veliko vprašanje in da ne bomo črno gledali, mi potencial imamo. Glejte, mi na področju znanosti, pa da me ne bi, če so kakšni moji kolegi tule pravijo, tih znanost hvalaš, pa in sem tudi neopravičeno, ampak posledično bomo samo manj denarja dobili, te posluša bodoči, bivši minister, kdorkoli, ampak definitivno, glejte, v tem je potencijala ogromno, v znanju je potencijala ogromno, tudi če veho študijo, kjer veselo padamo, gledate, ne vem, smo na 15. mestu po izobraževanju na temo znanosti matematike, sploh mislim, po kvantiteti izobraževanja smo na prvem mestu, da se razumemo, to ni sicer najbolj kazalc, ampak tukarkoli, nekaj prinese v te zgodbe. In jaz imam en tak občutek, da obstaja, da ni tako črno, mislim, da če bi znali na prave gume pritisniti, bi lahko že zelo hitro videli določene efekte. Omenil sem nekaj ta naša podjetja, kjer so Slovenci lastniki, govorimo o kapitalu, pa tudi seveda malo tega nacionalnega je v tem kapitalu. Veste, Američan še zmer, če sploh o startupu govorimo, noče investirati kje drugih kot v Ameriki. Če hočeš, da investira v tvoje podjetje, se moraš kar tja preseliti, to je dejstvo. Ima neko svojo logiko ta posel. In zdaj, seveda, nekateri od Slovencev, ki živijo v tujini, ampak poslujejo tudi Slovenijo, lahko podjetja že danes prodajo tam za več milijard. In predstavljajte si, da je to okolje toliko privlačno, da bi vsaj par 100 milijonov investirali, kar za njih
Če so pametni, ne bojo še dolgo časa vse v Slovenijo investirali, ampak 100 milijoni pa glede na to, da sem Slovenc, ne, pa investiram. Ne. In to že zdaj počnejo, da se razume, to se niti toliko ne ve, ne, čeprav so to ljudje, ki so se zaradi raznih zadreg z davkarijo in ne vem kaj umaknili. Ne. Glejte, to so relativno to lahko že zelo hitri zagoni. Ne? In tu se v zadnjih 3-4 letih ogromno zgodilo v Sloveniji. Ne? Večino se res dogaja na področju IKT, ne se pravi informacijsko-komunikacijske tehnologije, ampak tudi na področju biotehnologije, novih materialov, robotike in tako naprej je tega potenciala ogromno. In to, kar sem prej govoril, ne? Ta nov zakon, ki bi moral nastati, bi moral jasno opredeliti, kaj lahko javno raziskovalne institucije delajo s tem znanjem, oziroma da jih na nek način, da vam rekel, prisili, ampak spodbudi, da ga komercializirajo. Zdaj ga ni, zdaj te spodbude niti ni. Drugo je tudi, kako urediti odnose, a veste, med direktorjem mojim, ne, javnega raziskovalnega inštituta in pa mano, rečemo, kot inovatorjem. Tu so lahko zelo velike težave, izkušnje lepe, tudi Amerika, ne vem, Stanford, Silicijeva dolina, vse te institucije tam super funkcionirajo, ne, kako prenašajo znanje v prakso, imate pa, ne vem, Georgia Tech je bil zdaj en članek in tako naprej, kjer profesor je tožil, da so nekaj ukradli instituciji, ker so preveč uspešni. Zaprav, tudi Amerika ni tle enoznačna, imajo zelo različne okolja. In mi bi lahko, jaz trdim, če bi prave stvari povezali, brez ne vem kakšnega dodatnega javnega denarja, da se razume. Dosti hitro prišli do nekih zelo zanimivih prebojnih stvari, ne, ki bi kar naenkrat ugotovili. Veste, zdaj mi nenehno govorimo tudi o dodani vrednosti. Zadnjič sem bil kar malo presenečen, pa sem šel poštudirati bilanco. Gospod, zdaj mi je šel ime, dobil je nagrado menedžer leta, papirnica, karton Količevo, kakšen high-tech, 100,000 evrov dodane vrednosti. Ne. ROE 40%, ne, tuj lastnik. Pa še malo pomisliš mogoče zaradi davčnih, da so kakšne transferne zgodbe, pa to pa ugotoviš, kad naštudiraš do tega, tako rekoč ni. Da gre res za ali pa Danfostrata, 100,000 evrov dodane vrednosti, mali gospodinske brate oziroma BSH, ne, 90,000 evrov gorenje, 30 isti biznis, ne, pa kar gledaš nekje, pa kako, ne. Tako da, gledajte, v Sloveniji se očitno da delati 2 do 3 krat višjo dodano vrednostjo, ne. Se pravi, se te stvari relativno lahko, ker samo okolje spet ni tako slabo. Veste, marsikdaj se mi uvrščamo sami tam na raven Sierra Leone, se veste, kaj se to dogaja. Ni tako slabo. Dajte, mi smo po Human Development Indexu, ne, HDI, indeks človekovega razvoja, smo na 11. mestu na svetu. Veste, kjer je 12. Finska. Ne, potem, kar se v naravnem okolju smo se pogovarjali, tam so različni kazalci, ampak tam nekje tisto 25. mesto nekje, ne, ampak zopet najbolj nam zrak škripla, voda še kakor to poredo, ne, in podobne. In tam, kjer smo res pogrnili, ne, in to pač neko, pa še prej smo imeli malo težave, je res gospodarjenje z premoženjem. Ne, se pravi, mi imamo 3 bogatstva, eno je naravno, eno človeško, tam še nismo tako zanačlovi bili boljši. Ampak res gospodarjenje z premoženjem, ki smo ga podedvali, ali pa z ustvarjanjem mnoga premoženja. Ne. Tu smo se pa žal usmerili že desetletja zelo kratkoročno, plenilsko, neustvarjalno. Manjka nam kultura lastništva. Ne. Jaz večkrat poudarim, tu zdaj vidim kakšnega svojega kolega, ki je lepo firmo postavil 60 let star in razmišljal o nasledstvu. Nemci imajo 9 inštitutov, ki jim dajo javni denar za to, da študirajo te njihove Mittelstand podjetja in da so proaktivni v smislu, zdaj bo menjava generacij, lahko velik firm propade. Mi bi, super, sosedo bo krava crkna, kar ne crkne, se ne zavedamo, da bomo mi to plačali, vse te stroške, če neko podjetje propade, ne. To bi se morali najprej birokrati, ne vem, zavedati, pa tudi mi sosedje, ne, ker smo privošljivi, da bomo mi vse to plačali, ne. Tam so seveda proaktivni, ne, ker želijo jih informirati, kakšna tveganja so povezana z raznimi dinamikami, tudi v družinskem poslu. In se s tem resno ukvarjajo. Sisteme v Avstriji, Švici, Nemčiji, Skandinaviji, to so, bom rekel, jaz temu dolgoročni kapitalizmi, ne. Mi imamo pa nek sistem, delč od tega se s kolegom strinjam, da so jih včasih zmerjali, da sta liberali oziroma liberalci, ne vem kaj. Mislim, mi tega bolj žvelni tle nismo, ne, to, ali pa da imamo mi nekaj tazga, ne, dalč od tega, ne. Ampak res, jaz sem pač tudi malo vrednotno usmerjen, tako da mi te tipi kapitalizma, o katerih zdaj govorim, nekako sedajo, ne. In mislim, da so tudi tisti pravi in so se tudi v krizi skazali, ne, na nek način tudi primernejši za mogoče manjše države. Ne, zdaj Amerika, Kitajska, veste, to je specifika svoja, ne, imajo lahko svojo dinamiko in zelo težko karkoli se tam z njimi primerjamo.
Zdaj, absolutno, povedali smo primere dobrih praks, povedali smo izhode iz rešitev. Cel pogovor je bil naravnan k rešitvami bolj kot omenjenju in opozarjanju na probleme. Če zaključimo v tej smeri iskanja rešitev, kaj vsi tri ocenjujete, pa je to vprašanje za vse tri, v naši državi z aktualno vlado pomenijo sindikati? Kaj lahko pričakujemo z njihove strani, ko bo govora o razvoju, ko bo govora o investicijah, ko bo govora o, torej, kot je rekel doktor Mramor, da bo moral vsak na svoji strani malo prišpadati. Če smem jaz sem zagovornik sindikatov, da jih imamo, ne seveda takih, kot jih imamo mi, ampak jaz bi si želel, da bi se kaj naučili kakšnih, predvsem skandinavskih sindikatih, no, pa tudi nemški, avstrijski so seveda boljši. Ne? Ti sindikati niso sindikati, jaz jim pravim kenzijanski sindikati ali pa sindikati druge industrijske revolucije, ampak sindikati tretje industrijske revolucije, kjer govorimo predvsem, da skrbijo za svoje članstvo v smislu njihove zaposljivosti in nezaposlenosti. Zdaj nimam časa, da bi šel v detajle. In kot taki so lahko zelo, zelo razvojno usmerjeni. Ne? Lahko zelo velik, en kup primerov bi vam lahko dal o teh stikih skandinavci in tako naprej, tudi kot trče naši, pa njihovi sindikati, ki so naši presenečeni, kaj z njimi narobe in tako naprej. Ne? Zdaj tega učenja skupaj v družbi, in jaz vedno trdim, mi imamo predvsem tule politično krizo, no? Ker kljub samo jaz vlado sprejemam kot tisto, ki najbolj bi bilo, če bi živeli v samoregulatornem okolju, da ne rabimo vlade, policije, ampak vemo, da to ni realno. In za tiste stvari, ki pa rabimo moderatorja, ne, zato pa imamo politiko. Ne. Ta politika mora biti sposobna s svojimi veščinami seveda prepričati posamezne interesne skupine, da gre od svojih nekih kratkoročnih, zdaj mogoče že malo komunistično za njih, ampak res je to, lejte, mi smo vsi dosti kratkoročno usmerjeni, ne. Kaj bo čez 10 let brigame, ne? Kdo bo to plačal brigame, ne? In tako naprej. Ne? In zdaj seveda politika in tudi management, da se razumem, jaz študente tako učim, ne? Vaše poslanstvo je, da razmišljate dolgoročno, da prepričujete tudi lastnike, ki so bolj kratkoročno usmerjeni, kot bi bilo potrebno, v neko dolgoročnost. Ne? Zdaj seveda je tu treba nekaj optimum iskati. In zdaj konkretno vprašanje o sindikatih. Ne? Sindikate je potrebno pač v eno tako okolje spraviti. Ne? Zdaj, če jih začneš napadati, v smislu, jaz sem jih že večkrat vprašal, koliko imajo članstva, ne dobiš podatka, kar je zanimivo. Ne? Jaz vedno tako, pojem pa rečem, vse vas imate manj kot 20%, ne, pa me še noben nikam udaril, tako da najbrž imam prav. A veste, na Danskem je 80% stopna sindikaliziranost in v času krize narašča. Se pravi, ljudje res vidijo tam neko oporo, ne. Seveda, to ni edini mehanizem, ki deluje na nekem trgu dela in kup je elementov. Veste, trg ni tako neoklasično ponudba popraševanja. Tu je ogromno takšnih in drugačnih institucij, ki jih je treba upoštevati, ko želiš narediti nek napredek, nek preboj. Ne? In ko omenjam Skandinavci so, politologi so mi razvajali tam od 30 let, prav 100 let, mi imamo na vsakih volitvah so reforme, ampak pri njih dejansko nekaj izvedejo. Ne? Pri nas se pa nenehno vrtimo in vse te reforme, tudi to, kar smo na veliko govorili, pa ne vem, kaj počeli, vse ni bilo kakšnega posebnega kakovostnega premika. Drži, hvala za komentar. Gospod, s tem, kakšen je vaš pogled na možno uspešnost te vlade, da prebije ta zid sindikati seveda? Bom politično korekten, ne? Zdaj, na mikro pa se bom namenoma ognil, recimo, ker vemo, da sindikate lahko pri nas spremljamo na 2 ravneh. Eno je, pač so najbolj vidni politični funkcionarji, ne politični, ampak ja, vsi so, sindikalni, ki delujejo kot politični funkcionarji, brez da bi preverjali pač te politične pozicije na volitvah. Drugo so potem seveda na mikroravni. Ne? Na mikroravni so zgodbe lahko zelo nesrečne, ko nespretna recimo, poteza sindikata porine podjetje tudi stečaj in potem zaradi tega to propade in ne ostane ne odpravnin, ne delovnih mest, nič. Ne? Lahko so pa tudi primeri, ko je sindikat tvoren partner pri preobratu. Ne? Ampak dejstvo je, ne, da če je govora, recimo Marko je omenil turnaround, ne, sklade in turnaround menedžerje, ne,
Jaz sem v enem problemu, na katerega bi recimo turnaround sklad naletil v Sloveniji, to je finančen, ki se mu reče izhod iz podjetja, turnaround, investitor išče priložnosti na trgu, ampak išče take, iz katerih bo izšel. In tisto, kar je bil naš problem, je bil ta, da je globina kapitalskega trga taka, oziroma neobstojen je bil, da izhoda iz podjetij, ki imajo potencial, investitor ne vidi, ker to ni turnaround je vmesna stopnja do strateškega dolgoročnega lastnika, če tega ne vidi, potem ne vstopa. Kot pravi, navedel sem instrumente, ki so sedaj na voljo, da nam majhnost trga kapitala ni več izgovor. To ni več izgovor. Glejte, to, da Ljubljanska borza ne deluje ali pa karkoli podobnega, da je število podjetniških obveznic iz 9 včasih pred krizo padlo le na 3, to zdaj ne bo več izgovor. To je sam naša neumnost, če ne bomo te priložnosti koristili. In druga omejitev, ki jo bo trčil, recimo tako, govorim zelo generično, turnaround, seveda nekomu investitorju ne bo to domače, tu bo ta sindikat. In tlele jaz si sam želim, da bo bistveno več nekega pozitivnega pristopa, da ne bo več zdaj nekega tradicionalnega odnosa na okopih, kdo prihaja, da bo krčil delovna mesta, prelival dobiček v tujino in tako naprej, ker potem, če ostanemo na tem gledišču, glejte, se ne bo veliko zgodilo. Enostavno vsak obrne, ki investira, obrne vsak cent in recimo blokada, ki sledi strani sindikata, pa da ne bo zdaj zarazumeti, da so tole, pravim, združbe, ki zgolj blokirajo, ampak če do tega slučajno pride, je strošek, ki odganja. Tako da zdaj bo vlada spet, jaz upam, da nima ambicije, da bi te zadeve urejala kaj več kot na institucionalni ravni. Ker če bo drugače, potem bodo o tem se šli politiko, potem se ne bodo pogovarjali, se bodo pogovarjali pač za tistim nivojem sindikalnega delovanja, kjer najdemo pač sindikalne politike. In potem tlele uspeha ne bo. Smo tam, kjer smo bili do zdaj. Tako je. Gospod Šuštaršič, sklepna beseda še na to temo z vaše strani. Ja, po moje ni se strinjam se s tem, kar sta povedala predhodnika glede sindikatov, mislim pa, da se ne zaslužijo pravzaprav biti v tej zaključni besedi, ker mogoče niso tisti ključni problema. Jih je veliko, so različni, so tudi nekateri delujejo zelo politično, v njem smislu, da so podaljšati nekoga, ampak da se pač sami grejo politiko in nastopajo kot pač neke sorte politiki. Zdaj, kar bi še dodal k temu v sindikatih je to, da bi morda rabili zakon o tej zadevi. Mi v bistvu socialnega partnerstva, kar se tiče državne politike, nimamo zakonsko urejeno. Ekonomsko-socialni svet vstaja na podlagi neke uredbe oziroma pravilnika in to je že zelo dolgo tako. Reprezentativnost je sicer v zakonih napisana, ni zapisana, kako se preverja, kdo je preverja, kako pogosto in tako naprej. Že to bi marsikaj razčistil, pa seveda kaj so tiste stvari, v katerih se debatira, pa kaj to pomeni, da se debatira na ekonomsko-socialnem svetu, reči ne robe, če se tam debatira, ampak debatira se marsikje lahko marsičeno. Da se pa smatra, da če nekaj tam ni usklajeno, potem to pač ni v redu, ali pa ne bo šlo skozi parlamenta, ali pa tako naprej, pa seveda narobe. Dobili smo eno zelo pomembno ustavno spremembo lani, s katero se sicer celoti ne strinjam. Mislim, da ljudem vzeti možnost na referendumih odločijo o davkih, se mi ne zdi najbolj v skladu z tem, kdo plačuje in kdo ta denar porablja. Ampak vsekakor to dejstvo, je, da niso več možni po ustavi referendumi o zakonih, ki imajo fiskalne posledice. To se pravi, da nek proračun
ali pa neki ukrepi, ki so sprejeti za zmanjševanje izdatkov, ne morajo več na referendumu. S tem je pravzaprav bilo vzeto neko orožje sindikatov. To se mi pa ne zdi sporno, ker se mi zdi, da če se država odloči, da bo manj denarja zapravljala, mislim, da ima to pravico in da je začestitati. Dejansko ni prav, da je to te z referendumom preprečimo. Čist nekaj drugega je, če se odloži več denarja pobirala ljudstvu, ki je vendarle suvereno. Ker, ne, jaz bi referendum o davkih imel v izdatkih. Če se znižuje, pa ne, če se povečujejo, pa seveda ja. Ampak, kakorkoli, ne, to je ena stvar, jaz mislim, da rabimo še eno tretjo ustavno svojo. Ta z referendumom bilo v redu je bila tista s fiskalnim pravilom. Tam je treba sprejeti zakon, ki bo to operacionaliziral, določil odgovornost, ne, recimo avtomatično razrešitev ministra za finance, če se pravilo krši. Če je tak proračun, ki krši pravilo, se da bil že sprejet v državnem zboru, potem je treba verjetno razpustiti državni zbor in tako naprej. Če ne bodo takšne stvari napisane v tem zakonu fiskalnem pravilu, bo tam samo pisalo, da mi dva z Igorjem, če bo v fiskalnem svetu enkrat na leto ugotovilo, je pravilo spoštovano, potem ne bo nič od tega. Ne. Pa najbrž ne bova, ker bi to ugotovila. V glavnem, to treba personalizirati. Tretja velika ustavna smernica, ena bila sprejema referendumu, druga fiskalno pravilo, tretja je pa volilni sistem. Ne. Tukaj je več možnosti, ampak za eno kratko obdobje se je zdelo, da bi se dalo način dogovoriti, tiste stvari niso bile za moje pamet neumne. Ne bi zdaj šel v to debato, ampak se mi zdi, da nek sistem, ki bo omogočal pač več stabilnosti, ne, pri oblikovanju vlade in tako naprej, bi bil dobrodošel. Ne. To so stvari, ne, če na tej institucionalni ravni. Mislim, da tudi odgovornost sodnikov na koncu. A veste, možnost, da se preverja, ne, a veste, zdaj, sodbe padajo, ne, sodbe nižjih sodišč padajo, sodbe višjih sodišč padajo, tudi kakšna druga. Ne, tisto, kar delajo tožilci, pogosto zavrneno, veliko tam nestrokovnosti, nepoznavanja, tudi včasih političnih preferenc. Ampak zgodi se potem nič, ne, lahko se pravi, neka povratna zanka v sistemu mora obstajati. Če sistem ugotovi napake v svojem delovanju, mora obstajati povratna zanka za tisti, ki so te napake delali. Ne. To velja za sodniški sistem, velja za sistem državne uprave, sistem inšpekcij in tako naprej. Tako da, to so tiste institucionalne spremembe. Ne. Zdaj, kar se tiče pa politik, pa mislim, da smo že več ali manj vse povedali. Najlepša hvala za... Tako je samo eno dopolnilo, no, na temo teh institucionalnih ovir, ki jih ne moramo kratko hitro razrešiti. Ne. Govorili smo, vsaj jaz sem skušal podariti dva tipa ključnih podjetij. Eno so to nova podjetja in jaz mislim, da bi morali čist poseben zakon sprejeti za poslovno okolje teh podjetij, kar se tiče davkov, delovno-pravne zakonodaje in tako naprej. In ta zakonodaja bi morala povozati vse ostale in biti najboljša na svetu, kako me zdaj imate za naivca. Na drugi strani pa ta podjetja, ki so v sanaciji. Ne? Jaz sem imel nekaj izkušenj z nemškimi, bom rekel, stečajnimi postopki. Tam je največ 6 mesecev, da stečajni upravitelj, ki ima zelo jasno metriko, kaj je uspešnost, ne ugotovi, kaj so zdrava jedra. In potem ali sledi mogoče že strategno, običajno kakšen strn naravn ali karkoli, ampak v teh 3 do ne vem koliko mesecev, zelo omejeno, tako da jaz le podpiram teh 5 let, ker najbrž ne vem, Janez Tosti najbrž takrat v zakon zapisal. V kratkem času je treba kriv staviti oziroma ugotoviti, kje so zdravi deli. Ne? In potem lahko tudi leta trajajo potem tisti postopki, kdo kaj dobi iz tiste mrhovine, ki je ostala. Ampak tista zdrava jedra, ki so jih treba pa čim prej izločiti in seveda postaviti v en nov kontekst. In v tem obdobju, tako kot sem jaz videl, je bilo brez problema stečajni upravitelj odpuščal, brez problema je tudi ni plačeval davkov in tako naprej, da so preživeli s tisto strukturo, da niso bili ogroženi ne dobavitelji, ne kupci. Zdaj me spet malke proti cimusu nese, oziroma neumnosti, ki so bile narejene. In ta zdrava jedra so zdrava samo, če so privlačna v ekosistemu in ključni v ekosistemu so kupci pa dobavitelji. In če je to ogroženo par mesecev,
ali pa leto, dve, kot pri nas trajajo, ali celo del te postopke, s temi podjetji je konc. Ne? In teh preprostih, logičnih stvari pri nas ne znamo na nek način uzakoniti, udejaniti. Ne? In to se mi zdi, so tiste, ki bi jaz poskusil čim prej narediti, ne? Se pravi, nad zakonodaje obstoječe, ki vemo, da jih ne moramo hitrne, pa se bojo sindikati uprli in tako naprej, ampak za te dve skupini podjetij, ki se mi zdi ta kritični, bi posebej zgodbo zapeljali. Hvala za to sklepne besede. Pripričan sem, da bo to lahko izhodišče ene naslednjih pogovornih miz. Hvala ker ste bili gosti. Hvala sem trem. Hvala spoštovani gosti za udeležbo. Hvala gospoda predsednika gospodarskega kluba, gospoda Matisa. Ja, hvala lepa. Zanimivo je bilo, da lahko bi še poslušali, lahko bi še marsikaj izvedeli, ampak pustimo še kraj za naprej. Jaz bi se tudi rad v imenu gospodarskega kluba pri Novi Sloveniji zahvalil vam, dragi goste, da ste bili pripravljeni podeliti svoje znanje, svoje izkušnje, svoje vedenje. In tako, ker je profesor Jaklič prej rekel, jaz sem dolžan to pripovedovati, deliti. Sem rekel, hvala, ker prišel rekel z veseljem, ker je tudi moja obveznost, da to delujem. In verjamem, da sta ostale dva gosta tudi enakega pripričanja, zato sta z nami in se veselim, da bi se še kdaj dobili. Seveda posebna zahvala pa tudi gospodu Luki Deklevi, ki je moderiral nocojšnji večer in upam, da se še kdaj vidimo. Za popotnico, pa za dobro voljo, da ne bo vse tako črno in da nam ostaja upanje, tudi tisti hodijo na vinske sejme, vam je potreba na vinske sejm, bo pa nekaj podobnega tu. Hvala lepa. Črnovino ali rdečo? Ne, mislim, da je še naša predsednica želela reči par besedi, če jo smem izvati, če to dovolite. Hvala za besedo, pa lep pozdrav. Pravzaprav je bilo napovedano, da moram nekaj povedati. Včeraj sem se udeležila tudi vrha gospodarstva na Brdu pri Kranju in mislim, da sem vsaj od 10 ljudi slišala, da obžalujejo, da Nova Slovenija ni v koaliciji, ker so stavili na naš program. In lahko rečem, da kar so potem zapisovali tam kot predlogi za rešitev, to so pravzaprav bile rešitve iz našega programa. In gospod Cerar je obljubil, se bomo trudili to izpolnjevati. Ko smo se pa mi pogajali za vstop v koalicijo smo bili povabljeni, da bi bila mavrična, vendar mi smo želeli upeljati nekaj konkretnih predlogov. Ker nam ni šlo za to, da smo mi v koaliciji kot stranka, da gremo nekaj stolčkov, ampak da izvedemo konkretne rešitve, takšne, ki smo jih slišali na terenu, ko smo obiskali mnoga podjetja in to, kar smo zapisali v naš volilni program. In ker pač to ni bilo mogoče, ker smo videli, da tam so bolj kozmetični popravki obstoječega, da niso pripravljeni za večje spremembe in reforme in glede na to, da nismo najbolj zaupali vsem potencialnim koalicijskim partnerjem, smo se pač odločili, da iz teh pogajanj izstopimo. Ker če ne bi bilo vse do potankosti zapisano, smo menili, da bodo pač določeni koalicijski partnerji v trenutku, ko bo treba narediti odločilne korake, začeli rušiti koalicijo in ker ne želimo biti del takšne vlade, ki ni stabilna, ki nima volje, da naredi temeljite reforme, smo raje rekli, da bomo konstruktivna opozicija, da bomo podprli vse tisto, kar je dobro in pa seveda tudi kritizirali tisto, kar bomo menili, da ni prav. In tako bomo raje osveščali ljudi o ekonomski politiki, rešitvah, ker menimo, da je v Sloveniji tudi še premalo znanja in pa tudi premalo zavedanja, kaj pomenijo določeni ukrepi in da je samo socialna politika lahko samo v tem, da spodbujamo gospodarstvo. In na žalost smo od nekaterih
sedanjih koalicijskih strank slišali, da podpiramo kapitaliste, da propagiramo bogataško kapico, da propagiramo tujce in podobne stvari. In menim, da tukaj gre za osnovno nerazumevanje gospodarstva oziroma da potrebujemo na tem področju, da imamo preveč socialističnega vpliva in da preveč želimo, da vse ureja država in premalo omogočamo ljudem, da vendarle svoje potenciale bolj izkoristijo in da jim država da za to možnosti. Tako da hvala tudi z moje strani, da ste bili danes z nami. Mislim, da ste marsikatero dilemo tudi nam pomagali razčistiti, usmeriti pogled v prihodnost in jaz verjamem, ko bo Nova Slovenija se še bolj okrepila, bomo lahko imeli tudi več besede in marsikaj od tega tudi izvedli. Hvala lepa tudi vsem. Hvala. Hvala.